Temelj medkulturnega dialoga je samopodoba ljudi in skupnosti, ki vstopajo v dialog. Za dobro samopodobo moramo poznati svoje korenine in jih negovati. Poglejmo, kako se te naloge lotevajo v študijskem krožku v Slovenski Istri. Naš študijski krožek Beseda slovenske Istre deluje v osrčju Slovenske Istre. Smo na točki, ravno na sredi, recimo nekje med italijansko in hrvaško mejo. In naša naloga je predvsem ta, da se povezujemo, da povezujemo Slovence v Matici, Slovenci na tržaški strani in goriški, s katerimi že veliko let sodelujemo, zdaj pa smo dobili stike tudi Slovenci na Hrvaškem. Istočasno iščemo tudi strane, ki so šli v svet, iščemo sledove za njimi, jih vabimo, da sodelujejo, da nam povejo svojo življenjsko zgodbo, ki je včasih mogoče tudi trpka, ampak izredno zanimiva in je prav, da se ponovno vračajo v svoje kraje, ker imajo svoje korenine. Naš študijski krožek izdaja letno glasilo Brazde Strmuna, v katerem objavljamo tudi prispevke o kulturni dediščini Slovencev v Istri. Skrbimo predvsem zato, ker smo prepričani, da vsak narod mora imeti svoje korenine, ker brez korenin naroda ni, to pravijo tudi strokovnjaki. In če bomo res čutili svoje korenine, se jih zavedali in bili ponosni na nje, bomo lahko tudi s ponosom stopili v to veliko družino, ki danes pravimo Evropska skupnost, in bomo imeli tudi možnost, da obstanemo. Za negovanje kulturnih korenin si prizadevajo na obeh stranih zahodne meje. Še posebej pa je dragoceno sodelovanje med njimi. Kulturno društvo Ivan Grbec deluje v Škednju pri Trstu, v okolju, ki je bilo Slovencem marsikdaj nenaklonjeno. Kljub temu so razvili bogato društveno dejavnost, ki jim pomaga ohranjati izročilo in vpliva na pozitivno samopodobo članov te slovenske skupnosti. Njihove kulturne in izobraževalne prireditve so odprte tudi za someščane italijanske narodnosti, s čimer prispevajo k premagovanju nezaupanja med pripadniki obeh narodov. Društvo Ivan Grbec ima zelo staro tradicijo, izhaja še iz čitalniških časov, ker je nastalo kot čitalnica leta 1867. Sedaj šteje okrog 105-110 članov. Društvo prireja literarne večere, predstavitve knjig, družabne večere. Že od vsega začetka deluje pevski zbor, ki je bil veliko let prav duša društva. Potem imamo občasno tečaj slovenščine za začetnike, tečaj šivanja narodnih noš. Ogromno noš smo izdelali. Skušamo jih izdelovati tako, da so popolnoma enake kopije starih, to se pravi filološko izdelujemo, da je v njih vsa duša in vsa izpoved naših babic. Pri kulturnem društvu Ivan Grbec so občudovanja vredni, ker delujejo v okolju, ki za nas Slovence na Tržaškem ni vedno naklonjeno. Škeden je bil nekoč izrazita slovenska vas, danes je že tržaško predmestje z večino italijanskega prebivalstva. Kljub temu pa kulturno društvo izredno dobro deluje, pohvali se lahko široko paleto kulturnih prireditev v eni sezoni, istočasno pa so odprli vrata svojim italijanskim someščanom. Vabijo jih na svoje prireditve, tudi k sodelovanju. S tem se pride lahko do zbliževanja, do te strpnosti, ki je nujno potrebna na tem teritoriju, kjer živita dve narodni skupnosti. Trenutno se mi zdi potrebno poudariti, da držijo na svojih ramenih to društvo same ali predvsem žene. In to je tisto, kar ga loči tudi od drugih, posebno še ker te žene ne delujejo samo v okviru manjšine, ampak združevalno v okviru celotne dejavnosti tega področja. Onkraj severne meje je žarišče kulturnega dialoga v Tinjah na Koroškem.
Jože Kopajnik se je rodil slovenskim staršem v Šentpetru na Višinjah. Po slovenski gimnaziji je končal bogoslovje in kmalu prevzel vodstvo katoliškega doma v Tinjah. Razvil ga je v pomembno slovensko duhovno, izobraževalno in kulturno središče, v prostor dialoga med narodi, kulturami, verami in tradicijami. Na gospoda Jožeta Kopajnika in na njegovo delo smo postali pozorni v sektorju za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo, seveda stališča slovenskega jezika najprej. Dom v Tinjah je ena od najpomembnejših točk živega jezikovnega dogajanja v slovenščini na avstrijskem Koroškem. Ker je kakovost in bogata izbira na voljo, pomeni s tem tudi dviganje ugleda slovenske kulturne ustanove na avstrijskem Koroškem. Kultura naših učenja je v tem, da ponujamo zelo široko paleto različnih tem in tudi za različne interesne skupine. Tako smo imeli lansko leto 582 prireditev, začenših od verskih pedagoških tečajev, preko do političnih diskusij, od izobraževalnih potovanj do kreativnih ponudb, kjer se zavedamo, da človek vedno potrebuje navdihe tudi za oblikovanje svojega življenja, za smisel preko svojih dni in svojega početja in zato in naš program pač neka spodbuda posameznikom. Ker učinki delovanja Tinskega doma segajo prek Karavank in je veliko obiskovalcev njihovih prireditev tudi iz Republike Slovenije, pomeni to pomemben prispevek k uresničevanju vizije skupnega slovenskega kulturnega prostora. Kako tudi na Kranjskem pa na Štajerskem, tako tudi na Koroškem so bili duhovniki v zgodovini ob pogrešanju drugih izobražencev pač zadolženi tudi za prosvetno, za kulturno dejavnost. Tako je Tinski dom nek ostanek te širše zgodovinske odgovornosti slovenskega duhovnika za ljudstvo, iz katerega je izhajal. Seveda Tinski dom sam je slovenska ustanova, ki je namenjena prvi vrsti slovenskim rojakom, bodi se na Koroškem, bodi se v Sloveniji, je pa hkrati tudi dom dialoga, kjer ponujemo tudi nemške programe za naše sodeželane. In navadno prihajajo k nam pač tisti, ki so odprti, ki se Slovencev preko te skromne manjšine ne bojijo in tudi naš programski list se imenuje dialog. To ni modna beseda, ki bi jih strgali iz oblakov, temveč to je naš program, ki jo vsak dan živimo. V Prekmurju je duša prekmejnega povezovanja gospod Štefan Huzjan. Imam srečo, da mi je Prekmurje blizu, je del Slovenije, ki je raznoliko zaradi multikulturalnosti, dvojezičnega učenja in prekomejnega sodelovanja. Multikulturalnost me bogati, ker živim v stičišču slovenske, madžarske in hrvaške kulture, delno tudi kulture spodnje Štajerske. Dvojezičnost je zame pridobitev, ker zahteva večjo inovativnost od učitelja in učenca. Prekmejno sodelovanje ima v Prekmurju močne korenine zaradi sorodstvenih vezi, poslovnih partnerjev in reševanja skupnih problemov. Zelo znan je projekt Muranja, ki omogoča reševanje najrazličnejših problemov na področju izobraževanja, šolstva, turizma, kulture, kmetijstva, prometa in kulturne dediščine. Ker meje padajo, bo v prihodnosti predvsem aktualno medregionalno projektno sodelovanje. Pripravljenost na dialog mora biti obojestranska. Vendar pa mora večina manjšinam zagotoviti možnost za samorazvoj, za učenje, za vključevanje v družbo, odstraniti mora ovire in poglejmo, kako se teh nalog lotevajo v Mariboru. Maribor je mesto, ki je že od svojega nastanka dalje zaradi svoje posebne geografske lege na poteh med Severno Evropo in Balkanom v sebi združevalo različne kulturne kroge, različne identitete, pa tudi različna verska prepričanja. Ampak prebivalci so se skozi stoletja navadili strpnosti do drugačnih. Ta strpnost je bila opazna še posebej po drugi svetovni vojni, ko je postalo mesto center močnega industrijskega razvoja in se je vanj doselilo zelo veliko ljudi, ki so prišli
iz drugih krajev in drugih republik. Mariborčani smo že od nekdaj gojili zelo dobre stike s sosednjimi državami. Zlasti je bilo to opazno na področju kulture in je opazno, saj se je veliko glasbenikov šolalo v Gradcu in Zagrebu, veliko hrvaških glasbenikov pa je delalo in dela v Mariboru. In danes si Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru sploh ne moremo več predstavljati brez odličnih umetnikov iz Ukrajine, Romunije, Hrvaške, ki so že vsi zdavnaj postali naši spoštovani someščani. Na Andragoškem zavodu v Mariboru se že leta ukvarjamo z izobraževalnimi projekti. Vsebina tako evropskih projektov kot in drugih izobraževalnih programov se je do sedaj nanašala predvsem na učenje o jezikih in kulturah v okviru Evropske unije, na iskanje skupnih vrednot sodobne zahodne družbe, na možnosti dvojezičnega izobraževanja priseljeniških staršev in otrok in na vzgojo za življenje z več enakovrednimi identitetami, ki bi posamezniku omogočile bogat osebni razvoj in enakovredno vključevanje v večinsko okolje. V Mariboru si zelo prizadevamo, da bi si lahko vsaka etnična skupina izražala v svojem lastnem maternem jeziku. In na tem področju je zelo dejaven gospod Marjan Pungartnik. Marjan Pungartnik, pesnik in prevajalec iz jezikov nekdanje Jugoslavije ter iz češčine, italijanščine in angleščine, skuša kot tajnik Zveze kulturnih društev Slovenije odpirati možnosti kulturnega izražanja različnim manjšinskim skupinam prebivalstva, Nemcem, Romom, Srbom, Hrvatom, Bošnjakom, pa tudi Angležem. Razvil je model literarne delavnice, ki slovi na obravnavi konkretnih literarnih besedil, saj meni, da je jezik ključni element ozaveščanja posameznika. Marsikomu pomaga tudi do prve objave literarnih dosežkov. Veste, Maribor ima eno mejno pozicijo, tako glede Avstrije in socialno. To je mesto, ki je dolgo časa razpadalo in je nastalo precej manjšin. Recimo, če gremo od tega, mi smo prvi poskušali inkorporirati v naš kulturni sistem kulturna društva manjšin. To nisem samo jaz, to je cela zveza kulturnih društev in predvsem na literaturi, seveda Mariborska literarna družba. Tako ob nekaterih nasprotovanjih so recimo se vključevali v program romske skupine, potem smo recimo pritegnili kulturne skupine priseljencev. Občutljivo je vprašanje nemške manjšine tukaj in je bilo tudi na nek način potrebno jim zagotoviti nek prostor, odkoder bo lahko tudi kulturno govorila, ne samo politično. Kaj lahko storimo za ljudi, ki živijo na robu recimo družbenega, družabnega življenja? Inštitucionalno življenje je zelo zaprto za tiste, ki prvič stopajo v kulturno življenje. In jaz sem se odločil, da jaz ne bom šel po tej poti. To je pravzaprav tisto, kar je moj cilj, da ne samo to, da jaz imam posluh za njih, ampak da one se srečujejo, da se tudi drugi srečujejo s tem in da ni več teh skrajnosti. Naj povzamem skupno misel naših govorcev. Negujmo svoje lastne kulturne korenine in spoštujmo tuje. Učimo se drug od drugega, da bomo skupaj ustvarjali boljši jutri. Da ne bo nihče med nami kot ti čuvarji gradu, pri katerih so pozabili na jezike.